Dobrodošli na dnevih enakosti spolov na Filozofski fakulteti, na letošnjem predzadnjem dogodku z naslovom Enakost spolov znanosti, profesionalne kariere znanstvenic in znanstvenikov. Dnevi enakosti spolov potekajo na Filozofski fakulteti že 5. leto, pravimo že, da so tradicionalni, zato najprej prosim dekana Filozofske fakultete, profesorica Mojca Šlamberger-Brezer, za nekaj uvodnih besed. Hvala lepa, draga Milica, spoštovane udeleženke, današnje predavateljice, dragi gostje, Jaz za vsak takle dogodek napišem nekako drugačen uvodnik. In včeraj je bil materinski dan. Imeli pa smo tudi senat Univerze v Ljubljani, v okviru katerega smo obravnavali smernice za usklajevanje poklicnega, študijskega in zasebnega življenja ter daljših odsotnosti zaposlenih oseb ter študentov in študentk. Te smernice so rezultat 3-letnega dela Komisije za enake možnosti pri senatu Univerze v Ljubljani. So poskus, kako v precej rigidni sistem akademskega napredovanja uriniti možnost, da zaradi osebnih zadev kariero za določen čas prekinemo in kasneje nadaljujemo. V pomoč naj bi bile mladim, ki gradijo znanstveno kariero in so hkrati v partnerski zvezi, imajo družine, pa malo manj mladim, ki v nekem življenjskem obdobju skrbijo za ostarele starše, sorodnike in podobno. V današnjem stanju dolgožive družbe, ki nam obeta, da bomo poslovno aktivni 40 let ali več, je kaj takega samoumevno. Pa je res, smernice so bile sicer sprejete, vendar, kot se je naknadno izrazil eden od senatorjev, toliko moškega šovinizma na enem mestu v zbornični dvorani še nismo doživeli. Kako bo treba zaostriti pogoje, kako bivanje v Zagrebu in na Reki ni dovolj znanstveno odlično in podobno. Zakaj to omenjam? Ker pogoj 3-mesečnega bivanja v tujini vedno bolj prizadene ženske kot moške. Ženske imamo v različnih obdobjih življenja različne vloge. Francozi temu pravijo avoir plusieurs casquettes, kar pomeni imeti več klobukov oziroma čepic. Pri nas pa raje govorimo o čevljih in njihovih velikostih. Torej, kaj se dogaja ženski, ki vstopi v čevlje znanstvenice? Je kot pepelka, ki se odpravlja na ples in mačeha tik pred tem v pepel nasuje novo mešanico stročnic. Za svojo pravico do dela se borijo ob večerih, ko otroci zaspijo, ali po noči oziroma čez vikend, takrat, če prijazna babica in dedek prevzameta otroke in jih peljeta na izlet, piše članke, načrtuje konference, se dogovarja za sodelovanje. Če otrok nima, je izpostavljena pogledom okolice, ki ji ves čas namiguje, da je tiktaka biološka ura. Nikakor ne more zvagati. In smo matere, gospodinje, uslužbenke, partnerice, morda tudi znanstvenice, v vseh vlogah enako pripravljene, enako zavzete, enako uspešne, enako učinkovite. Kot bi se morali opravičiti, da si vzamemo čas za svoje znanstveno delo, ki nas navdihuje in veseli. Moj predhodnik Roman Kuhar je postal dekan pri 45 letih. Jaz sem mandat nastopila pri 54. Vseh 11 dekan Univerze v Ljubljani je v poznih 50 ali zgodnjih 60. Prišle smo do redne profesure, otroci so odrasli, zdaj lahko urejamo stvari še drugi. 2-krat tedensko hodim po Zoomu na jogo Pilates. Naša mlada vaditeljica nam zavzeto kaže vaje in vedno doda še eno težjo za tiste, ki zmorejo več. Ženske v znanosti zmoremo več. Ne od svojih moških kolegov, z njimi se ne primerjamo. Lestvico smo si postavili više. Tekmujemo same s sabo. Zato dneve DES prirejamo vsako leto, da ne bo treba vsaki generaciji na novo odkrivati tega, kar so doživljali prejšnje. In da se zazremo v svetlo prihodnost. Spoštovana dekanja, nisem mogla pričakovati bolj vsebinskega pozdravnega govora, kot je bil. Najlepša hvala.
Današnji dogodek organiziramo skupaj s Komisijo za enakost spolov v znanosti pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Zato zdaj prosim predsednico komisije, dr. Kristina Žagar-Sodež, in prav tako za nekaj uvodnih besed in nekaj stavkov o delovanju komisije. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Zelo me veseli, da smo se danes zbrali tukaj, da ste prišli v takšnem številu. Lepo pozdravljam tudi naše članice in člane Komisije za enake možnosti v znanosti, ki ste se udeležili tega dogodka. Komisija za enake možnosti se trudi, da na najrazličnejše načine pripomore k enakim možnostim, ne samo med spoloma, tudi glede na raso, ekonomske zmožnosti in druge situacije, v katerih se znajdemo v življenju. Pomagamo rešiti vse, recimo, pritožbe in mnenja, ki jih dobimo. Hkrati bomo pa danes tudi pokazali v bistvu nekakšne preliminarne rezultate ankete, ki smo se odločili, da ponovimo po letu 2012, o tem bomo več tudi malo kasneje povedali. Tako da v bistvu jaz bi vas rada lepo pozdravila, vas vabim k poslušanju in sodelovanju aktivnem. Veseli bomo, če boste prišli še prihodnič, ko bomo še več vedeli o anketi, ko bomo imeli še več podatkov, ki jih bomo lahko predstavili. In hvala za povabilo, Milica, da lahko naredimo ta dogodek skupaj z vami in komisijo. Hvala lepa, predsednica. Dolgo, morda predolgo smo si v akademskem polju zatiskali oči in menili, da je pri nas vse v redu. Da pri nas velja enakost, da so tisti, ki so najbolj uspešni, tudi najbolje plačani in dobivajo nagrade in priznanja, da med spoli ni razlik, da če se potrudiš, tudi uspeš, da pri nas delujejo meritokratski principi in da če kdo ne uspeva, si je zato kriv sam ali sama, ne pa drugi, ne pa sistem. Vsekakor se predolgo nismo ukvarjali s tem, da bi zdaj enako spolov lahko naredile institucije. Kaj k neenakosti prispevajo pravilniki, zakonodaje in podobno, da jo je treba spremeniti, prilagoditi novim razmeram in skupaj s principi enakosti upoštevati tudi pravičnost, o čemer je govorila dekana. Če pa pogledamo nekatere podatke, in zato so prav statistični podatki segregirani po spolu res v pomoč, pa vidimo, da slika ni takšna, kot so jo nekateri rišejo. In da je v našem polju še marsikaj treba spremeniti, da bi imeli v njem vsi enake možnosti napredovanja, doseganje enakih rezultatov, enakih položajev. Za začetek ne postrežem z nekaj podatki, ki se bodo morda večkrat danes ponovili, ampak bolje, da jih slišimo večkrat kot nikoli. Med osebami, ki imajo doktorat znanosti, se je primerjalno gledano delež žensk v zadnjih 40 letih povečal za 35 odstotnih točk. Najnižji deleži seveda med starejših nad 65 let in sicer samo 27 odstotkov. Med mlajšimi pa je razmere bolj uravnoteženo. Več žensk kot moških doktorira iz humanističnih let, sledijo pa medicinske in družbene vede. Med tistimi, ki potem delujejo raziskovalno, pa je samo 1/3 žensk. S tem se Slovenija uvršča v povprečje, skoraj v povprečje države Evropske unije. V študijskem letu 2022-2023 je bilo med 3168 visokošolskimi predavatelji oziroma predavateljicami 47 odstotkov žensk, a se je delež z ostankom višjo stopnjo akademskega naziva znižal. Med tistimi, ki so imeli redno profesuro, jih je samo še 37 odstotkov. Najmanj pa jih je seveda med tistimi, ki so jim prideli naziv zaslužni profesor oziroma zaslužna profesorica. Med 283 tistimi, ki so še živeči, tako mi to drugače formuliram, zato da ne bi šla predaleč nazaj v zgodovino, je 231 moških in samo 52 žensk, kar predstavlja samo 18,3 odstotka. Še vedno pa obstajajo pomembne razlike v plačah. Povprečna mesečna bruto plača doktorjev znanosti v Sloveniji je bila v letu 2022 v povprečju za skoraj 12 odstotkov nižja od plače njihovih kolegov. Največja razlika je na področju izobraževalnih let, kar je bila, torej največja razlika je znašala 19,3 odstotka. Očitno je torej, da smo daleč od enakosti spolov na tem področju. Očitno je torej, da je to področje posredno
potrebno podrobno raziskovati in iskati razloge za takšno stanje. Očitno je tudi, da je komisija prepoznala to in da se raziskovanje lotila. Na današnji okrogli mizi pa bomo zato predstavili nekatere projektne in pomembne preliminarne rezultate raziskave z naslovom Karierne možnosti in delovni pogoji v znanosti 2025, pa tudi nekatere primerjalne rezultate z raziskavo, ki jo je Komisija za enake možnosti v znanosti v Sloveniji izvedla leta 2012. Na okrogli mizi bodo sodelovali dr. Kristina Žagar-Sodežnik, predsednica komisije, zaslužna profesorica dr. Mirjana Nastan-Ule, nekdanja predsednica te komisije in vodja raziskovalne ekipe iz leta 2012, članica SAZU, dr. Saša Pišot na moji skrajni desni, tudi članica komisije raziskovalka iz znanstveno-raziskovalnega centra v Kopru in dva sedeža levo od mene, doktorica Branislava, desno od mene, pardon, se vidi, da sem levičarka, članica komisije, doktorica Branislava Ričar, tudi članica komisije in predavateljica na Univerzi v Mariboru. Vse sogovornice smo tudi članice komisije, med nami jih je še kar nekaj, verjamem, da bo sledil zelo živahen pogovor. Moderirala pa bom, če je večkrat omenjeno ime, Milica Antič Žagar, članica komisije in tudi z Filozofske fakultete. Dovolite mi najprej predstavim doktorico Mirjano Nastan-Ule, socialna psihologinja je Mirjana Nastan-Ule, bila je sodelavka Centra za socialno psihologijo na Fakulteti za družbene medije v Ljubljani, raziskovalno se ukvarja s kritično socialno psihologijo, ženskimi študijami, fenomeni vsakdanjega življenja, družbenimi identitetami in odnosi, psihologijo življenjskega poteka ter mladinskimi študijami. Kot rečeno, že od leta 2010 do 2013 je bila predsednica komisije, že takrat se je imenovala Komisije za ženske v znanosti in je redna govornica bila na vsakoletnih posvetih te komisije. 4-letni mandat je ta komisija zaključila z monografijo v soavtorstvu Mirjane še drugimi z naslovom Ženske v znanosti, ženske za znanost, znanstvene perspektive žensk v Sloveniji in dejavniki sprememb. Po upokojitvi je bila imenovana ena redkih za zaslužno profesorico in bila izvoljena za članico SAZU. Vse vem, da je nerodno poslušati vse Mirjana Nastan-Ule. Izredna članica, to še ni izredna članica, prav. Naj povem, da smo se na začetku tega pogovora dogovorili, ker se zdaj že dobro poznamo, da se bomo tikale, da bo lažje potekal pogovor. Torej najprej prosim Mirjano, da predstavi, kako je pravzaprav prišlo leta 2011, da ste to raziskavo v okviru komisije naredile, kaj je bil namen in kako ste jo izvedli, čemu je služila. Izvolite. Hvala, Milica, za besedo. Budu skušala biti kratka, pa jedrnata. Če se bo pa kakšen podatek ponovil po nič hudega, kot je rekla Milica najbrž, ne. Torej, Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za znanost, sedaj preimenovana v Komisijo za enake možnosti, je bila ustanovljena leta 2001, torej prva komisija, na pobudo Helsinške skupine za uveljavitev vloge žensk v znanosti v Evropski uniji. Torej, jaz sem delovala v 3. mandatu, kot je rekla Milica, med letoma 2010 in 2014 oziroma 2014. In prva naloga, ki smo se lotili v tem mandatu, je bil nekako ugotoviti položaj žensk skozi določene kvantitativne, statistične, objektivne podatke, pravzaprav ugotoviti spolno strukturo v znanstveni sferi. In analiza podatkov, ki smo jih zbrali najprej v okviru komisije, je pokazala na eni strani na določene pozitivne premike v položaju ali pa v ženskah v znanosti, na drugi strani pa na znatno spolno segregacijo v znanosti. No, recimo, mogoče kar prvo tabelo pokažemo, torej, ta podatek, da je bilo leta 2010 že 60% diplomant med vsemi diplomanti na znanstveni sferi, je zelo pomemben zaradi tega, ker je se ta podatek dvignil od 15% sredi 70 let na 60%
recimo leta 2010. To je velik premik. Ravno tako smo že takrat ugotovili, da je med doktorantkami in doktoranti v Sloveniji 46% žensk, kar je pravzaprav tudi dokaj ugodno razmerje. No, ampak potem naprej se pa pokažejo določene problemi, tako na horizontalni ravni kot na vertikalni. Milica je že omenila, jaz lahko postrežem s podatki takrat iz leta 2010. Recimo, delež doktorantk je bil skoncentriran na določenih področjih, predvsem področjih izobraževanja, kjer je bilo 82% žensk, in v humanistiki, kjer je bilo 68% žensk. Pravzaprav najbolj zanimivo, da najbolj uravnovešen je bil ta procent v naravoslovnih vedah. 50% žensk in 50 moških. Potem v družboslovnih vedah, kamor sodi tudi ekonomija in pravo, je 47% žensk bilo doktorantka, ravno tako v zdravstvu, najmanj pa v tehniki 15%. No, še večja je bila na nek način vertikalna segregacija, to kažejo ti podatki. Če je bilo 46% doktorant, med docentkami je bilo med docenti in docentkami je bilo 44% žensk, kar je tudi še kar ugodno razmerje, potem pa, bi rekli, med izrednimi profesorji 37% in med rednimi profesorji in profesoricami 20%. Imamo še en podatek nov? Aha, tam, ja. Torej, imamo pa primerjavo s letom 2023. To, recimo, ta primerjava kaže, da se je mečkan bolj uravnotežila ali pa znižal procent žensk doktorantk na 51%, da je med docenti še vedno 47% žensk, da se je malo povišal procent izrednih profesoric na 43% in tudi rednih profesoric na 37%, še vedno pa seveda obstajajo razlike. No, ampak tudi takrat primerjava plače je takrat pokazala recimo od 8 do 20% razlike, in ko smo mi delali analizo kako in kaj, tlele tudi so moji kolegi in kolegice iz prejšnje komisije, ki bojo mi lahko še kaj dopolnili, moji kolegi iz komisije, ki bojo še kaj mogoče me dopolnili. Recimo, ugotovili smo analizirali to, da je razlika v plačah za isti status posledica funkcijskih dodatkov, ki so jih dobili moški, ne pa ženske. In kaj se je izkazalo? Moški so zasedali tiste položaje dodatne v akademski sferi, ki so bile plačane, ženske pa tiste, ki so neplačane. Recimo, ženske so bile predsednice študijskih komisij, moški pa ne vem, kjer so plačani. Skratka, mi smo to natančno in ugotovili pravzaprav to distinkcijo. No, potem zelo pomembno je seveda, tudi vsi avtorji, ki se s tem ukvarjajo, ugotavljajo, da je pravzaprav na nek način za to diskriminacijo pomembno tudi pregledati, kakšno je podeljevanje časti in nagrad. No, in recimo, zanimiv je tale podatek. Seznam častnih doktoratov Univerze v Ljubljani od leta 1929, ko se podeljuje ta naslov, je pokazal, da je bilo do leta 2010 podeljenih 72 častnih doktoratov, ta naziv so dobile samo 4 ženske. Med vsemi dobitnicami naziva častni senator Univerze v Ljubljani, ki se podeljuje od leta 1997, pa do leta 2012 ni bilo nobene ženske. No, in zdaj tabela Zoisove nagrade, predvsem bode v oči tale podatek, da, in na to smo zelo opozarjali, da do leta 2010 oziroma 2012 ni bilo nobene ženske med nagrajenkami za življenjsko delo, recimo, da je bilo samo 8% nagrad za vrhunske dosežke, no in pravzaprav tudi druge nagrade, Zoisovo priznanje, ambasador znanosti, Puhovo priznanje so izjemno podreprezentirane, kot vidite na tej tabeli. No, in to je bil razlog, da smo v okviru Komisije za ženske v znanosti spodbudile in izvedli anketo razlike v delovnih pogojih v znanosti v Sloveniji.
s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je vseboval odprta in zaprta vprašanja in ki je bil prek elektronske pošte poslan na naslove 4551 doktorjem in doktoricam znanosti. Na anketo je odgovorilo 1100 respondentov. No in danes bomo to raziskavo smo delno ponovili, delno pa dopolnili in jo zdaj izvedli in danes bomo nekaj teh primerjalnih podatkov pokazali. Mi smo te rezultate objavili, kot je že Milica omenila, v knjigi Ženske v znanosti in izšla je tudi na Dunaju v založbi v Gendering Science torej mednarodni založbi, kar je tudi dobro. Hvala. Hvala lepa. Zdaj bi poprosila doktorica Žagar Soderšnik, da nam predstavi, kako je prišlo do odločitve, da anketo ponovimo. Ampak predtem bi jo želela predstaviti. Doktorica Kristina Žagar Soderšnik je višja znanstvena sodelavka na odseku za nanostrukturne materijale na Inštitutu Jožef Štefan. Njeni glavni znanstveni področji delovanja sta razvoj elektrokemijskih senzorjev ter biosenzorjev za zaznavanje hormonskih motilcev in molekul ter elektronska mikroskopija. Leta 2021 je predsednica Slovenskega društva za mikroskopijo. Udejstvuje se tudi v širjenju znanosti in je soustanoviteljica Zavoda za promocijo znanosti Znanost na cesti. Od marca 2023 pa je predsednica Komisije za enake možnosti na področju znanosti. In zato prosim za par pojasnil, zakaj je prišlo do ponovitve te ankete. Hvala za besedo. Jaz sem v bistvu tle kot, ko sem jaz začela delati v komisiji za enake možnosti, sem prišla kot naravoslovka v to krasno družbo in sem spoznala Milico in Mirjam in Branislavo in zvedela za to knjigo, za katero prej nisem vedela. In meni so kolegi na Inštitutu Jožef Štefan, kjer delam, vedno rekli, pa vse je super, pa kaj se pritožujete, pa toliko se je izboljša za vse vas, ne? In tukaj sem videla to priložnost, da pokažemo, da ne, da ni toliko razlik, da ni se toliko vse izboljša, da je še treba na tem delati, da si ne smemo zatiskati oči in ušes in ust in da je o tem treba govoriti. In glede na to, da imamo v zdajšnji komisiji priložnost med zraven Mirjano, ki je začela prvo anketo, se mi je to zdela idealna prilika, da imamo anketo ponoviti. V bistvu celotna komisija se je strinjala vse članice in člani, vse nas je zanimalo, kje res zdaj smo, a je to boljše, je mogoče kje slabše, smo kje enaki. In nekako potem je tudi Saša Pišot rekla, da bo pomagala z anketo in je opravila velik del, hvala res, priprava ankete in analiza, to ni mačji kašelj, ogromno podatkov je. Tako da sem res vesela, da smo v bistvu zagrizali v to jabolko in da bomo tudi na koncu mandata lahko rekli, evo, tudi mi smo pripravili še eno knjigo, monografijo in bomo pomoči ministrstva je tudi objavili. Tako da toliko na kratko. Hvala lepa. Naša naslednja sogovornica je že omenjena doktorica Saša Pišot. Saša Pišot je znanstvena sodelavka na Inštitutu za kineziologijo in raziskave v znanstvenem središču v Kopru. Njen doktorat je s področja študijev sedanjega življenja, njeno temeljno raziskovanje pa je področje kineziologije v širšem pomenu, predvsem sociološki vidik vpliva okolja in sodobnega načina življenja na človekovo tudi razložil neaktivnost. Področja raziskovanja se dotika raziskovanja družbenih fenomenov na področju kineziologije socioloških vsebin in posebnosti sodobne družbe v kontekstu gibalne športne aktivnosti oziroma neaktivnosti posameznih družbenih skupin. Kot že rečeno, Saša, ti si vodila izvedbo te ankete, lahko prosim predstaviš osnovne podatke, vzorec, metodologijo, kako je potekalo zbiranje podatkov, kako smo razpošiljali in kakšen je bil odziv. Hvala lepa in lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz sem tukaj novinka in sem res zadovoljna, da sem v taki eminentni družbi in sem rada bolje pristopila z mojim nekimi izkušnjami glede teh anket k izvedbi te ankete. Torej, kako smo se lotili? No, potem, ko smo se nekako zbrali v eni ožji delovni skupini, ko je prišla do te odločitve, da gremo ponovno v anketo, je bilo kar nekaj teh aktivnih sestankov, pripravili smo anketo v aplikaciji Enka,
Predvsem smo se tudi zagarantirali soglasje etične komisije na znanstvenem svetu ZRS Koper, tako da je vse legalno. Jasno, kar velik problem se je potem izkazal, da kako se bomo pa lotili dostopa oziroma naslavljanja te ankete, spletna anketa je. Vemo, da naslovi so nekako pod zakonom pod uredbo varovanja osebnih podatkov, ker vemo, da prejšnja anketa je šla strani Arisa, točno na... Isto ministrstvo. Isto z ministrstva, ampak so pridobili elektronske naslove. Tiste, katere so v SIFRIS-u objavljeni, da so javni naslovi. No, zdaj temu ni bilo tako, tako da nekako smo potem naslavljali preko Ministrstva za visokošolsko znanost in inovacije in je bilo poslano sem javnim zasebnim visokošolskim zavodom, obdobje anketiranja 20. januar, nekako smo rekli, nekako 3-mesečno obdobje, enkrat po mesecu še obdobje opomnik, ker vemo, da se je bilo obdobje prijavljeno na projekte, počitnice in tako naprej, tako da smo še malo spodbudili. Zdaj odgovori, mogoče malo pod pričakovanjem, glede na to, da je bilo takrat približno 100 anketirancev odgovorili in je bila nekako, rekla, tisti, ki so celoti izpolnili, je bilo preko 900, zdaj je bilo tukaj manj, tako da nekako ni tisti, ne moramo reči, da smo nekako bili nek primerljiv vzorec, tako da se bomo mogli še glede teh vajtek. Bo anketa mogoče še enkrat odprta za še eno? Ravno to je zdaj tudi pogovor, da bi šli še, zato ker se nam zdi res škoda, da bi izgubili ta moment in te dragocene podatke, da bi bili potem res primerljivi med sabo. Torej, kot smo rekli, komisija, nekaj teh uvodnih prekinitev, kar je bilo malo drugače, kot smo bili v prvem. V bistvu vzorec je bil tukaj zajet, ker je bilo naslovljeno na direktorja visokošolskega vodstva. Smo nagovorili tudi tiste, ki delujejo v znanosti ali visokošolstvo, pa ne potrebujejo doktorata. S tem je bilo bolj mišljeno laborante in pač tiste bolj tehnično osebje kot tako. Vem, da je bilo pa potem problem, ker je bilo pa administrativno osebje tudi nagovorjeno in zato je bilo potem tudi toliko, kako bi rekla, nepopolno izpolnjenih anket. Potem smo nagovorili tudi tiste, ki pripravljajo doktorat in teh je bilo 20%, to bo tudi neka dragocena baza, ker s tem dobimo vse te mlade raziskovalce doktorje in tukaj lahko potem tudi ugotavljamo, kakšni so pa recimo njihovi problemi, ovire pri karierni možnosti. Tako da smo dejansko potem tisti, ki imajo doktorat, ta vzorec vzeli za primerjavo z vzorcem iz 2012 oziroma 2011, ko je bila ta anketa izvedena, tako da nekako zdaj bojo predstavljeni preliminarni podatki tega vzorca kot takega. In ta vzorec je bil, če pogledamo, je bilo 20% bilo malo moških, so bili malo slabše odzivni, 32%, 168 moških in 343 žensk. Tukaj smo tudi naslovili finalno smo upoštevali, s tem, da je bilo pa tisti, ki niso pa želeli izpostaviti svojega spola, teh je bilo malo. Tako da lahko razglagamo s skupnim vzorcem 526, kar je skoraj polovico manjši, kot je bilo v 2012. Starosti je nekako malo starejši vzorec, imamo pred sabo moški za 2 leti, približno ženske skoraj 5 let, tako da nekako upravljamo z malo starejšim vzorcem. Leto pridobitev doktorata je približno enaka, s tem, da je, kar je pomembno, število let doktorata, s tem je treba videti, da zdaj smo 10 let kasneje, tako da je pač
nekako logično, da je število let doktorata v našem vzorcu višje. Zdaj, če gremo še naprej, glavnina samo, če pogledamo samo rezultate vzorca iz 2025, prevladuje seveda zaposleni za nedoločen čas, celo malo več žensk kot moških in nekako približno 1/5 je zaposleni za določen čas. No, da še povem, da tukaj smo tudi v vzorci so bili nekako povabljeni, pač, da se prijavijo, da sodelujo v anketi tudi tisti upokojeni, ki in nekako smo jih delili na upokojeni in še delno pedagoško ali raziskovalno aktivni in pa upokojeni. Tukaj je spet problem dosegljivosti te ankete, da je pač, ker verjetno niso bili nagovorjeni, ker drem teh nimamo, ker pač nimamo nekih zbirnikov, da bi jih nagovorili. Vseeno pa je kar precejšen, recimo, če gledamo tukaj delež upokojenih in še delno pedagoško ali raziskovalno aktivnih, je tukaj je kar nekaj več žensk odgovorilo in tako da očitno ženske so še vedno ostajajo bolj aktivne, čeprav je težko posplošiti, ker imamo pač tak majhen vzorec. Zdaj, kako se je področje izobrazbe teh anketirancev vzorca iz 2012 do 2025 spremenjeno, ni bilo nekih drastičnih razlik, mogoče samo malo manjše so se odzivale ženske, mislim, iz medicine, pa tudi moški na področju tehnike, s tem, da je bilo 2012, je bilo naravoslovje, je bilo dodano še biotehnika, zdaj smo pa vse dali pod eno področje naravoslovje, tako da smo pač sumirali ta vzorec. Malo več odgovorov smo dobili strani žensk iz humanistike, drugo je pa nekako podobno, kot je bilo v letu 2012. Tako da, toliko z moje strani. Hvala lepa, Saša. Naj povem, da je v ožji ekipi priprave ankete sodelovala tudi doktorica Jovana Mihajlović-Štrbac, ki je tudi prisotna in se je zahvaljujem, da je prišla, da mogoče kasneje še kaj aktivno sodelovala. V tej raziskavi torej nas je najprej zanimalo, kako je potekal razvoj znanstvenih karier pri nas v Sloveniji, kakšne so razlike med spoloma, kako so se odločali v delovanju na področju znanosti, odkot so dobivali spodbude, kako je potekalo napredovanje od doktorata naprej, kako je bilo z usposabljanjem v tujini in na kakšne ovire smo naleteli na začetku svoje kariere. Kristina Žagar-Sodažnik, beseda je vaša. Hvala. Naslednji slajd. Tako, to je bilo v bistvu vprašanje CERI, kaj vpliva na odločitev. V bistvu so podatki zelo podobni z leta 2012, razen recimo opaža se to, da je spodbuda staršev večja, tako da mogoče tudi zaradi tega več časa ostajamo doma ali kakorkoli, ampak zdaj očitno bolj poslušamo starše, to je zelo čas. Potem tudi pri ženskah se opazi večja spodbuda učiteljev, se pravi, bolj učitelji so vplivali na ženske. Ko smo dobili te ankete, potem v bistvu ostalo je zelo podobno, če vemo pa pod drugo, smo dobili pa kar veliko odgovorov, to je naslednji slajd, kjer so lahko v bistvu odgovorili na svoj način, kaj želijo povedati. Od moških smo dobili 15 odgovorov, od žensk 35, tukaj je zelo recimo zbranih tistih, ki so najbolj izstopali, oziroma sem se ponavljala, seveda, ko vprašaš, zakaj si šel eno sodelovanje, ne vem, naključje, osebni interesi, zanimanje, dinamično delo, osebni cilji. V bistvu ženske in moški smo zelo podobno odgovarjali, s tem, da recimo, kar se je izpostavilo, kar se je spomnili, da v določenem obdobju ni bilo druge zaposlitev, takrat, ko je bila kriza, je bilo zelo težko pridobiti službo po diplomi, sploh recimo iz naravoslovja, si predstavljam, da je bilo isto v družboslovju, humanistiki, in smo v bistvu delali doktorate, zato ker tam je bila služba. Veliko jih odgovorili, zato ker je bila to služba.
za 4 leta lahko še vedno študiram, edina možnost napredovanja in tako dalje. Tako da to so bili v bistvu te odgovori, ki so bili kar uravnoteženi. No, potem je pa tukaj en sklop, je bilo vprašanje, ki je bilo več odgovorov, se pravi časovno opredelitev poštevajoč od doktorata naprej navedene dosežke. Se pravi, koliko let po doktoratu ste dobili, imate raziskovalca, raziskovalko. Tukaj je v bistvu, zdaj boste videli pri teh odgovorih en trend, ki je zanimiv. Bomo tako videli, kakšen je. Pa recimo, tukaj, če tako gledamo že takoj, vidimo, da jih je več takšnih, v bistvu manj takšnih, kar rečejo, ne velja zame, kar pomeni, da v bistvu je več v tej letošnji anketi bilo takšnih, ki so dobili mlado raziskovalko. Tudi več žensk, recimo, večji procent žensk, čeprav imamo manj odgovorov, je od 0 do 5 let dobili mlado raziskovalca, raziskovalko. Potem je kar uravnoteženo, ampak potem pa vidite, po letu 21 let od doktorata je bilo včasih tako, da je bilo praktično kar nič. Zdaj pa vedno več. In jaz vidim tukaj v bistvu razlago o tem, da se nam pač delovna doba podaljšuje. In žal bomo delali bog letih dokdarja in enostavno tudi starejši raziskovalci, raziskovalke jemljajo mlade raziskovalce, ker v bistvu prej se spomnim, ko sem imela mentorja, ko sem vključevala doktorata, mi je rekel, da ne bo več raziskovalka odzel, ker pač gre v penzijo in se s tem ne da več ukvarjati. Tako da jaz vidim ta trend, tukaj boste videli tudi pri drugih odgovorih, prosim, kar naslednji slajd. Recimo samostojno voden nacionalni raziskovalni projekt. Tukaj je tudi razlika opazna. Se pravi, mislim, da je zdaj vedno večja potreba po tem, da imamo projekte za to, da preživimo, da lahko delamo v raziskovalnem področju. Vendar v slovni družbi smo v humanistiki, bi rekli. In recimo to, da ne velja zame, je veliko manjši odgovor. Se pravi, res moramo vsi prijavljati. Praktično v letih od 0 do 5 vsi, tudi v letu 2012, čeprav delež žensk je veliko večji od 0 do 5, in potem tudi vidite ta trend po oddaljevanju od doktorata še vedno prijavljajo projekte, medtem ko prej niso. Naslednji so sredstva za udeležbo na konferencah v tujini. Tukaj je recimo bilo od 0 do 5 v letu 2012 več takšnih, ko so dobili sredstva in jih je zdaj manj. Mogoče je tukaj to tudi, da se nekako takoj po doktoratu začnemo vsi boriti za te podoktorske projekte in malo manj potujemo. Potem nekako je pa tukaj spet trend, da bolj sodelujemo od doktorata še vedno v bistvu potujemo, ne nehamo potovati, ker če vidite v letu 2012 praktično tam od 11 let po doktoratu mi je tako prav zanimivo, enostavno so nehali potovati veliko. To mi je tako zanimivo, kar je iz tega ven šlo. Naslednje vabljeno predavanje na domači mednarodni konferenci. Tukaj v bistvu je kar primerljivo, veliko je teh, da seveda takoj po doktoratu se veliko hodi na vabljena predavanja, ker takrat imamo nekaj sveže rezultate in tako smo več vabljeni, vsaj iz naravoslovja lahko to rečem, in potem pač počasi upada, ampak spet enak trend med 12 in 25. Naslednje. Članstvo v komisijo odboru, ki odloča o razporeditvi denarja za raziskave. Tukaj je seveda pričakovano, da takoj po začetku kariere nekako ni veliko tega, ampak je vidno več, kot je bilo leta 2012, čeprav imamo manj odgovorov. Mogoče, če bi imeli več, bi bilo pa manj, tako da tukaj je treba malo tako z rezervo kaj vzeti. Je pa recimo večja udeležba predvsem po 16. letu ali pa 21. letu od doktorata, kar je pa seveda nekako tako jasno. Je pa tudi tako, recimo, če primerjamo moške in ženske, v bistvu določene imamo kar v bistvu uravnotežene moški in ženska, če gledamo po spolu. No, ni takih razlik, ko bi recimo ven padali. Tam je 16-20 let je recimo zanimivo, ker je večja ženska, ampak jih je 11 odgovori, tako da tudi to bomo gledati. Če rečemo, da je tam 11x3, pa pridemo kar bližje na isto, tako da je treba vse to upoštevati. Naslednja, mislim, da je še eno članstvo v funkcijah v znanstveni hierarhiji. Tukaj je velik delež se še ni zgodilo, sicer je manjši, kot je bil leta 2012, je pa tako, da nekako je kar konstanten med leti od doktorata naprej.
je pa večji pri moških, to se pa opazilo, ne? Tudi v zdajšnjih v bistvu anketi. Tako, je pa naslednja še eno imamo. To je pa naslednje vprašanje, to pa se navezuje na tujino, na tako zvani postdoc, slaven postdoc, ki je kateremu trn v peti, ker je pač enostavno težko, ne? Je pa tako, da v primerjavi z letom 12 veliko več žensk in še veliko več moških je pač se udeležilo podoktorskega izobraževanja, ne? Če pogledamo ženske, je bilo prej recimo 35%, je zdaj 55%, med moškimi pa je 44 na skoraj 71%. Ne? Tako da tukaj se vidi v bistvu, da so bili to pogoji, a ne, za napredovanje, če si hotel ostati v raziskovalnem področju. Potem je pa še en slajd, kjer je bilo pa vprašanje, če ste odgovorili ne, a ne, zakaj ne. Kar me tle presenetilo je, da je ogromen odstotek žensk rekel, da zaradi tega, ker ni imel možnosti zato, ker so bile obveznosti na delovnem mestu, ne tisto, kar mi mislimo, da so družinski razlogi, je manjši delež. Čeprav boste videli, ker tukaj so bili možni tudi odgovori, da so sami napisali, kaj si mislijo. Potem, dosti je bilo pa manj, da ni bilo interesa doma, tukaj je v bistvu celo padel, tako da vidimo, da pri moških je narasel, tako da ne vem, zdaj ženske pustijo moških, če se pohecamo, ampak ja, pri ženskah v bistvu se izgleda, da imajo v bistvu podporo doma, čeprav je tako nizek procent. Tako da, če gremo na naslednji slajd, 12 moških odgovorov in 33 odgovorov žensk imamo, pač zakaj, če so še kakšni drugi. In veliko jih je odgovorili, da v bistvu pašejo pod oba prva dva, se pravi služba in družina, da zaradi tega niso šli, Potem, ker niso vzeli službo, to je tudi seveda jasno, pač šli drugam, so šli v gospodarstvo odhod iz znanosti, ni bilo potrebe, eni pravijo družinski razlogi, eni pravijo, da so v bistvu, ko mi doktorirali, še ni bilo potreben in jih je strah, ko bo to treba, tukaj se v bistvu še vedno kaže ta strah. Čeprav, recimo, jaz vidim, da v naravoslovju zelo stremimo k tem, da omilimo pogoje za napredovanje. Zlasti na inštitutu smo zdaj naredili, da v bistvu lahko napreduješ znanstveno sodelavca brez podoktorskega izobraževanja, če imaš, ne vem, recimo mladega raziskovalca ali podoktorski projekt. In rabiš to šele za naslednjo stopnjo. Tako da mislim, da s tem smo kar olajšali. Ali pa recimo to, da je mentor temu nasprotoval, da jih drugje le izkoriščajo, dejansko je pa izkoriščeno v domači instituciji in tako naprej. Tako da tukaj so kar zanimivi odgovori, ki bomo lahko verjetno še marsikaj iz tega potegnili. Tako da je to tukaj iz moje strani. Hvala lepa. Naša naslednja sogovornica je doktorica Branislava Vičer. Branislava je izredna profesorica za slovenski jezik na oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Njena raziskovalna področja so kritična diskurzivna analiza, sociolingvistika, kvirovsko jezikoslovje in kritične animalistične študije, je avtorica več znanstvenih monografij. Njene nedavne objave pa vključuje razprave o nacionalističnem diskurzu, refleksije antropocentrizma ter pomerovanih kvir živalskih subjektivitet. Branislava, v anketo smo vključili tudi vprašanje o spodbudah in ovirah. Kaj je delovalo najbolj spodbudno in kaj najmanj in seveda na katerih stopnjah se pojavljajo ovire in kako se razlikujejo ovire, ki jih občutijo ženske, od tistih, ki jih občutijo moški. Tako, hvala lepa, Milica, za predstavitev. Lep pozdrav vsem tudi z moje strani. Torej, tako kot je Milica povedala, sem jaz analizirala vprašanja, ki so vezana na spodbude za znanstveno-raziskovalno delo, ovire pri njem in morebitne pritiske, ki jih znanstveniki čutijo pri svojem znanstveno-raziskovalnem delu. Zdaj, mogoče samo za začetek bi povedala, tabele, ki jih predstavljamo, imajo res da binarni značaj, ampak moram tukaj poudariti, da se seveda od vsega začetka zavedamo in tudi vključujemo in upoštevamo pluralnost spolov, zato smo v anketi predvideli tudi pluralnost spolov in je bila ta možnost dana. Ampak je pa zgolj ena oseba se identificirala kot spolno nebinarna oseba.
Seveda se nam je zdelo absolutno relevantno vključiti tudi te odgovore, nenazadnje tudi ne bi prišlo do težav s tem, da bi bila ta oseba identificirana zaradi tako velikega vzorca, ampak za vprašanja, ki jih danes preliminarno predstavljamo, ta oseba ni podala odgovorov, zato so v tabeli prikazani samo podatki za moški in ženski spol, ne pa zato, ker bi slučajno utrjevale svoj binarizem. Tako, torej, zdaj prvo vprašanje se je glasilo, torej, kaj od navedenega najbolj spodbudno deluje na vaše znanstveno-raziskovalno delo in razvoj. Zdaj, tukaj smo ugotovili, da je pravzaprav zelo primerljivo med letom 2012 in 2025, da najbolj spodbudno delujejo torej, dobri odnosi s sodelavkami, sodelavci ter stabilno financiranje znanstveno-raziskovalnega dela. In tukaj ni nekih vidnejših razlik med odgovorih moških in žensk. Moram pa povedati tudi to, kot je bilo že povedano, smo predvideli tudi veliko odprtih vprašanj, ki so morda na nekaterih mestih dala celo večji uvid v problematiko. Tako da jaz bom predstavila, mogoče torej podala samo nekaj še tudi teh odprtih odgovorov, ki so bili podani, ki kažejo na to, kar je pravzaprav srž problematike. Pravzaprav ta vprašanja kažejo torej zlasti na sistemske probleme in sistemske težave, ki se kažejo pri znanstveno-raziskovalnem delu, pri ovirah, ki se dejansko prepletajo s spodbudami. To so dejansko seveda, zdaj ta dva odgovora odprta, kot vidimo, sta bila podana pri spodbudah, lahko bi bila tudi pri ovirah, ker dejansko seveda se to prepleta in gre pravzaprav ugotavljati, da gre za sistemske probleme, za neoliberalno prestrukturalizacijo in komercializacijo visokega šolstva, ki kaže na, ki seveda potem povzroča ovire pri znanstveno-raziskovalnem in tudi pedagoškem delu. Zdaj, tukaj sta dva med odprtimi odgovori, torej stabilno in še enkrat stabilno financiranje, kajti projektno financiranje je pravzaprav se kaže kot nestabilno, ker je omejeno na določen čas, določeno obdobje, kot je ta oseba zapisala, projekte dela na dolgi rok, izčrpava in uničuje raziskovalke in raziskovalce, ki se ne morejo temeljito posvečati posameznim temam. Torej, to projektno delo je bilo torej kot ovira izpostavljeno na več mestih v odprtih odgovorih in dejansko seveda je sistemska težava v tem, da se pravzaprav raziskovalno delo v neoliberalizaciji visokega šolstva preusmerja v prisilno prevzemanje novih, dodatnih, a kratkotrajnih raziskovalnih projektov, ki so tudi delegirani od zunaj, potem v proizvajanju hitro objavljivih prispevkov, natanko določenih mednarodnih akademskih bazah revij, kjer je seveda vse povezano s produkcijo ozko vodenega znanja za kratkoročne potrebe. S tem torej projektni razpisi torej določajo, v katero smer naj se razvija znanje, kakšna naj bo njegova vsebinska zastavljenost, to pa ima seveda posledice tudi na osnovni dejavnosti, tako raziskovalni in z njo povezani tudi pedagoški in zagotovo ovira neodvisno poglobljeno raziskovalno delo, kar je bilo v odprtih odgovorih večkrat izpostavljeno. Potem tudi pogodba za nedoločen čas je ena od pomembnih spodbud, je bilo večkrat v odprtih odgovorih povedano, kar prav tako lahko povežemo s sistemskimi problemi, kajti dejansko korporativizacija univerze, ki teži k povečevanju produktivnosti dela in uvajanju stroškovne učinkovitosti univerze, seveda vodi tudi k zmanjševanju varnih oblik dela in torej delovnih mest za nedoločen čas, kar seveda vodi tudi k prekarnim fleksibilnim zaposlitvam, kar je več respondentov izpostavilo kot problem. Tako, zdaj, mi smo v nasprotju, torej v primerjavi z anketo leta 2012, smo vključili dodatno vprašanje, nekaj dodatnih vprašanj smo vključili glede na aktualne probleme, ki jih zaznavamo. In torej glede seveda na to, da v modernem kapitalizmu seveda se povečuje vse bolj pričakovani postavljeni dosegljivosti in briše se meja med delom in prostim časom.
povečuje se vse večja potreba po produktivnosti in zato smo torej tudi zastavili vprašanje, ali se od vas pričakuje nenehna dosegljivost in približno tretjina jih je odgovorila, da da. In tudi vidimo zelo primerljivo je to med moškimi in ženskami. Tako, naslednje vprašanje je bilo vezano na to, torej se glasilo, ali so vas kolegice nadrejeni ali vodstvo kdaj upirali in potem smo navedli različne možnosti. Zdaj mogoče ne bi tako natančno vsega predstavljala, mogoče samo to, kar se mi zdi zanimivo, da recimo pri oviranju za dodelitev mentorstva mladim raziskovalkam, raziskovalcem in doktorskim kandidatkam in kandidatom, recimo leta 2012 ni bilo razlike, pravzaprav ni bilo razlike 1%, samo med moškimi in ženskami, ni bilo vredne razlike, ki pa se je povečala potem na 8%, torej 8% več žensk kot moških čuti, torej ovire pri pridobitvi mentorstva mladim raziskovalcem. Kar je pa tudi mogoče povezljivo s tem, kar je bilo podano oziroma nekaj odprtih odgovorih, da so projektne skupine večinoma moške oziroma da moški torej so vodje projektnih in programskih skupin, kar pomeni, da glede na to, da je mesto mladega raziskovalca vezano na projektno skupino, je moški tisti, ki tudi določa potem možnosti za pridobitev mladega raziskovalca, raziskovalke. Jaz sem tudi dovolila, sem Polona Novak z Adisa in sem dovolila tukaj tole komentirati. Razlika je v metodologiji oziroma načinu zbiranja mentorja. Leta 2000, mislim, tako ne vem točnih let na pamet, ampak leta 2012 je bilo tako, da sta mentor in mladi raziskovalec kandidirala. V tem letih je pa tako, da pove, da zdaj sploh, odkar imamo nov zakon, da programska skupina dobi toliko mest in programska skupina določi, kdo bo mentor. Zato je nasploh to problem. Bodo večje razlike. Bodo še večje razlike. Ne, so zdaj večje razlike. So večje razlike, ja. Pa še bodo. Očitno, če bo tako ostalo. To drugo je pa to, ker mi vemo, da obstaja, ni bilo opredeljeno kot nezakonito in je to, nekdo je uradni mentor, nekdo drug pa izvaja mentorstvo. Pa izvaja mentorsko delo, ja. In opravi dejansko delo, ja. Ja, in tisti uradni mentor je plačan, tisti, ki pa upravlja, pa samo dela. Pa samo dela, ja. Hvala. Ja, hvala. Tako, zdaj, tukaj smo ugotavljali, če prihaja do ovir pri izvolitvi v znanstveni ali pedagoški naziv in na kateri stopnji, tu je precej primerljivo, je pa, vidimo, da je to pravzaprav ta primarna institucija, torej fakulteta oziroma raziskovalna institucija, tista, kjer prihaja do ovir ne toliko, torej v veliko manjši meri, da prihaja na višji inštanci, torej na univerzi, zelo malo kar potem v osebnem okolju in tudi primerljivo po spolih. Tako, zdaj naslednje vprašanje, ali pri delu čutite pritiske. Zdaj nasplošno je približno 10% moških več meni, torej je odgovorilo, da ne čuti pritiskov. Torej ženske nasplošno čutijo več pritiskov, je pa zanimivo, da tukaj pa vidimo razlike po spolu in sicer ženske v večji meri čutijo pritiske v zvezi s sprejemanjem pedagoških nadobremenitev, medtem ko moški v večji meri v zvezi s sprejemanjem dodatnih obveznosti pri vodenju in upravljanju neplačanih del organizacij, kar spet kaže na to, da je visokošolski prostor, ki je zaznamovan simbolno močjo, kjer se še zmeraj predpostavlja, da so moški primernejši ustrezni za upravljanje vodstvenih funkcij. Tako, tukaj bi spet prikazala dva odprta odgovora. Seveda bi bilo še več, jaz sem mogoče najbolj reprezentativne zbrala, kaj so tisti dejavniki, ki ustvarjajo pritisk pri znanstveno-raziskovalnem delu.
In so pa to dejansko odgovori, ki so jih podajali tako moški kot ženske, torej ponovno pridobivanje projektov, količina birokracije in administrativnega dela na projektih, dodatno administrativno delo, kajti to je dodatna administrativna nadobremenitev, ki ustvarja dodatne pritiske, tako pri moških kot pri ženskah. In to so seveda neplačane naloge, ki so jih poprej izvajali drugi kadri, predvsem torej administrativni kadri, ki so bili podpora učiteljskemu osebju, ampak seveda zdaj zaradi nižanja stroškov dela se pač je ta kader uklesten in govorimo torej o tako imenovanem horizontalnem podaljševanju seznama delovnih obveznosti, torej gre za predvsem za prenašanje administrativnih del neposredno na učiteljski kader, ki ga torej učiteljski kader čuti kot breme, tako dodatni pritisk in tudi in breme. Tako, zdaj pri dejavnikih, ki predstavljajo največjo oviro pri znanstveno-raziskovalnem delu in razvoju, bi izpostavila ponovno zdaj tukaj mogoče kar naslednji slajd, največ ponovno preobremenjenost z administrativnim in drugim neznanstvenim delom. To je pravzaprav zelo ni razlike med moškimi in ženskami, torej tako, torej ne glede na spol, je pravzaprav torej to prenašanje administrativnega dela na učiteljski kader je pravzaprav ena največjih ovir in pritiskov, ki jih učiteljski kader čuti. In tudi potem velik odstotek tudi ovire pri kontinuiranem razvijanju raziskovalne in pedagoške tematike, ki pa seveda kar pa dejansko je povezano tudi s tem, kar je bilo navedeno v odprtih odgovorih, se pravi skakanje v smislu raziskave vsebine enega projekta na drugega, kar sem že omenila, kratkotrajni, ozko vsebinsko zasnovani projekti, potem previsoka pričakovanja nadrejenih glede tempa in produktivnosti, ponovno gre seveda za večanje produktivnosti dela, upeljevanje neplačane nadobremenjenosti v skladu torej z korporativizacijo in liberalizacijo visokega šolstva. In seveda potem tretji odgovor, torej tudi nesmiselno kvantitativno vrednotenje pedagoškega in raziskovalnega dela, kajti seveda v teh reformah neoliberalnega procesa, ki so usmerjene v čim večjo produktivnost in učinkovitost, je torej učinek povečanja skrbi za učinkovitost univerze tudi, torej tako kot sem rekla, nenadzorovano množenje birokratskih pravil, količina administrativnega dela, prenašanje tega dela na učiteljski kader, ter potem kvantitativnega preverjanja produktivnosti, torej akademske točke, faktorji vpliva in tako naprej. Hvala lepa, Branislava. Mirjana, moramo pa najbrž razlikovati med ovirami in diskriminacijo. Diskriminatornimi praksami, kritim ali prikritim diskriminatornim ravnanjem, kdaj so naši respondentke občutili diskriminacijo, kako se je kazala in ali so občutili tudi diskriminacijo na podlagi spola. Ja, hvala. Torej, malo komentarja k temu sklopu vprašanj, namreč moram reči, da nas je že leta 2012 presenetilo nekaj, kar je pravzaprav očitno tudi v teh primerjalnih podatkih in tudi iz tega, kar smo že do zdaj slišali. Recimo, da družinske obveznosti niso poglavitni faktor ovire. Drugič, torej, recimo, to je prvo in drugo, da je kako nizek procent je tistih, ki menijo, da ni diskriminacije. Ne samo med ženskami, tudi med moškimi. Torej, recimo, leta 2012 je samo 11% moških in 7% žensk odgovorili, da ni diskriminacije. Leta 2025 se je malo povečalo pri moških, 20%, da ni diskriminacije, ženske ostajajo na istem procentu, 6-7%. No, ampak, torej, kaj nas je še presenetilo? Smo rekli predvsem to, da so na nek način torej, da gre za neke vrste prikrito diskriminacijo, se pravi, ne gre toliko za odkrite diskriminacijske prakse, ki jih je lažje prepoznati in nasloviti, ampak da pravzaprav respondenti opažajo predvsem prikrite
diskriminacijske prakse. Recimo, najvišji procent leta 2012 pri moških in pri ženskah je zaradi nepripadnosti skupinam, lobijem, interesnim skupinam, političnim strankam in tako dalje. In takoj na drugem mestu zaradi nepotizma. Tako pri moškem celo več kot pri ženskah. No, leta 2025 se pravzaprav to ponavlja, torej 50% moških in žensk je odgovorilo, da so diskriminacija prihaja zaradi nepotizma in zaradi nepripadnosti skupinam, interesnim lobijem in tako dalje. Leta 2012 smo dobili pravzaprav zaradi spola je bilo pri ženskah 33%, pri leta 2025 je ta procent celo povečal na 44%. Družinske obveznosti so bile 2012 problem pri 26% ženskah in torej so diskriminacijski faktori in 8% pri moških. Pri leta 2025 pa se tudi poveča ta procent nekoliko, na 12% pri moških in 37% pri ženskah. No, če gledamo tabelo, recimo primerjalno tabelo, boste videli, da še bolj kaže, kaj so glavni razlogi za tisti diskriminatorni, torej nepotizem, nepripadnost lobijem. Zaradi izjemne uspešnosti je tudi bilo na 3. mestu in zaradi družinskih obveznosti zdaj, v zadnjem obdobju, ne pa v prvi raziskavi. Skratka, torej lahko rečemo, da so torej na nek način diskriminacijske prakse, tako kot je rekla tudi Branislava, karierni ovire, so pravzaprav sistemski dejavniki, prikriti sistemski dejavniki, ki na nek način onemogočajo ali pa ovirajo, recimo, določen del populacije. No, kar smo omenjali dvakrat, je Branislava omenila, da družinski razlogi niso bistvena ovira pri karieri in tudi tle smo ugotovili, da se družinskih obveznosti sicer je nekoliko zraslo, ampak ni poglavitni diskriminacijski faktor. Smo tudi tole vprašanje postavili, kdo pretežno opravlja gospodinjsko delo v vašem gospodinjstvu. No, recimo, zanimivo je, da si nekako leta 2012 in 2025 na nek način kar delijo, torej recimo 50% približno si deli delo, pri moških celo v večji meri si delijo, enakopravno delijo gospodinjsko delo. No in zanimiva je tale ocena, jaz sam, recimo pri ženskah je visok procent tako leta 2012 kot leta 2025, da sami opravljajo gospodinjsko delo v veliko večji meri kot moški. No, to je samo tako kot en intermezzo. Zdaj gremo naprej, torej na vprašanje, kje po vašem mnenju prihaja do diskriminacije, so spet zanimivi odgovori, ki kažejo, da spet prihaja pri podeljevanju projektov, največ pri kadrovanju, pri izvolitvah v naziv, pri podeljevanju funkcij. Skratka, vsi dejavniki, ki smo jih tu našteli, so na nek način faktori diskriminacije, so pa to pravzaprav tudi dejavniki, ki omogočajo ali pa znanstveno raziskovalno delo, kot je podeljevanje projektov, izvolitve v naziv, delitve nalog, mentorstva in koncev nagrade. No, in če primerjamo leto 2012, leto 2025, boste videli, da je torej na nek način moški in ženske čutijo velike ovire pri kadrovanju, pri podeljevanju funkcij, pri podeljevanju projektov, pri delitvi nalog. Skratka, tako so ti dejavniki in ni pravzaprav prišlo do bistvenega obrata pri letu 2025.
No in še eno vprašanje iz tega mojega sklopa, ki ga jaz interpretiram vsaj zdaj, ali ste občutili diskriminacijo zaradi ženskega spola oziroma ali ste bili v svojem delovnem okolju kdaj priča diskriminacije kolegic na osnovi spola. Recimo, leta 2012 je samo 13% moških to pritrdilno odgovorilo in torej 46% žensk. Ne? Leta sedaj, torej leta 2025 je ta procent skoraj isti, pri moških se je nekoliko znižal na 8 in 9%, pri ženskah pa na 44%, kar je še vedno veliko. Torej, predvsem ženske so bodisi žrtve diskriminacije ali pa priče diskriminacije kolegic. Ne? Takole pravzaprav zgleda ta primerjalni graf diskriminacije, torej na osnovi spola. Kaj lahko rečemo na vse to? Torej, kot smo rekli, obstajajo nekako neki taki prikriti diskriminacijski sistemske ovire ali pa diskriminacijski razlogi, ki očitno diskriminirajo še vedno predvsem ženske. Jih je težko prepoznati in to dokazujejo tudi podatki, ki jih tu predpostavljamo. In na nek način je problem tudi pomanjkanje zavedanja tega, kako so sistemi, strukture, politike in procedure lahko diskriminatorne, čeprav imajo pravzaprav najboljši namen ohranjati pravičnost in enakopravnost. Recimo, naprimer, če niso v odločevalskih odborih tudi ženske, imajo manj možnosti, da bi imele pomembno vlogo odločanja o tem, katere raziskave bodo financirane, kako bodo evalvirane in recenzirane, kdo naj bi bil nagrajen, kakšni so kriteriji nagrajevanja in končno pripelje to do demokratičnega deficita v procesih odločanja. In zdaj, zakaj je to pomembno? Torej, kot smo rekli, manjša, če gremo pravzaprav naredimo na takole nekak analizo. Podreprezentiranost žensk na najvišjih položajih, ki smo jo na začetku ugotovili, tako leta 2012, pa tudi danes, pravzaprav povzroča, onemogoča pa zmanjšuje njihove možnosti, da bi prišle na najvišje vodstvene položaje in na odločevalske pozicije. Majhen del žensk na pozicijah moči in odločanja in moška dominanca v teh pozicijah pa posledično vodi v pristranosti pri odločanju in vodenju znanstvene politike in determinira izbor raziskovalnih subjektov in ustvarja pristranska pravila in kriterije. Dalje, zelo pomembno, mlade ženske v akademski sferi nimajo vzorčnih modelov, s katerimi bi se identificirale ali ki bi jih podpirali pri doseganju najvišjih stopenj akademskega življenja. Tako lahko rečemo, da podreprezentiranost žensk na najvišjih položajih v znanstveni sferi ovira ženske za vstop v znanstveno sfero. No, ampak predvsem gre za to, da tu ne izgubljajo samo ženske, ampak predvsem znanost in družba, ker izgublja človeške potencijale. In kaj je pravzaprav še problem? Poglejte, znanstveno delo za znanstveno delo je potrebna posebna vrsta predanosti, zavezanosti, strasti, ki jo pa take diskriminatorne prakse, o katerih poroča raziskava, uničujejo. No in brez te predanosti, brez strasti, znanstveno delo postane suhoparno, na nek način birokratsko in s tem izgubljamo vsi. Poleg tega sta perspektiva znanosti v družbi in perspektiva spola v znanosti med seboj tesno povezani. Izkaže se, da znanstveno raziskovanje postane bolj, ne pa manj objektivno, če pride na dan do tedaj nepreoprašani predsodki in pristranska vrednotenja. In enako velja za prikrite politične in ekonomske pritiske na znanstvenike, v katerih je pa začela govoriti Branislava, pa sem prepričana, da bomo več o tem v nadaljevanju, oziroma ko bomo še analizirali in interpretirali te podatke in če bomo tudi kaj pisali o tem, jih še bolje predstavljali. Hvala.
Hvala lepa, Mirjana. V anketi smo zastavili tudi vprašanje o tem, ali naši anketiranci in anketiranke menijo, da bi bilo možno diskriminacijo na osnovi spola v znanosti in izobraževanju sčasoma tudi preseči s posebnimi programi in projekti. Zakaj smo si zastavili to vprašanje? Zato, ker je od ankete, s katero primerjamo danes te rezultate, minilo že več kot 10 let. Vmes je prišlo do različnih sprememb v zakonodaji, organizacijskih praksah, narejeni so bili številni projekti in raziskave, nenazadnje so bili sprejeti tudi načrti enakosti spolov. Zanimalo nas torej je, ali naše respondenti menijo, da je mogoče najprej sprav zoper obstoječe organizacijske strukture, utrjene prakse delovanja in prekite diskriminacije, kaj sploh narediti. In kaj smo ugotovile? Nekaj zelo zanimivih reči. Najprej, skoraj polovica anketiranih, skoraj polovica anketiranih, 47% moških je leta 2011 menilo, da diskriminacije na podlagi spola ni. Ta delež se je letos znižal za več kot 15% točk, kar je razveseljivo. Torej zavedanje, da diskriminacija po spolu obstaja, tudi pri moških raste. Zanimiv in povedan pa je njihov dvom v predpise in pravno ureditev. Skratka, oni menijo, da predpisi pravila odpravi diskriminacijo do spolu ne prispevajo veliko, kar je zaskrbljujoče. Leta 2011 je tako menilo 12%, letos se je pa ta delež dvignil za več kot 15% točk. Nekoliko se je povečal tudi delež tistih, ki meni, da se senzibilizirajo da kaj premakniti na bolj. Na drugi strani pa ženske v veliko večji meri, veliko manjši meri, samo 16% jih je 2011 in samo 9% letos menijo, da diskriminacije po spolu ni. Delež tistih, ki meni, da je mogoče s pravnimi akti to področje urejati in tako zmanjšati diskriminacijo, je skoraj polovica, 46%, in se je zvišal od prejšnjega merjenja za 14% točk. Za 10% točk se je tudi povečal delež tistih, ki menijo, da je mogoče diskriminacijo po spolu odpraviti tudi na druge načine. Kaj so ti drugi načini, nisem imela možnost pogleda in upam, da bomo kasneje odkrile, ko bomo analizirali tudi ta odprti del vprašalnika. In če na koncu pogledamo še podatke za vse skupaj, se največja razlika pokaže pri njihovih mnenjih glede predpisov. Torej, delež tistih, ki menijo, da so pravila, predpisi, pravna ureditev pomembna, se je skoraj podvojil. Kar je morda korak naprej, tudi za sprejemanje kakšnih podobnih sklepov, popravkov, pravilnikov, zakonodaje in podobno. Tako da s tem mi zaključujemo našo predstavitev teh preliminarnih rezultatov in na tej točki odpiram razpravo. Vabljeni v publiki, da sodelujete v njej z vašimi vprašanji, komentarji, pripombami. Izvolite. Živa Gornik, izvolite. Mogoče samo tako, ful zanimivo, ampak mi je zanimivo tudi to, zdaj so prišli razpisi za mlade raziskovalce prejšnji teden ven in vse študentke, ki smo na koncu študija, torej magistrski študentke, se bomo zdaj prijavljali. Jaz sem recimo prav komentar dobila danes zjutraj po včeraj, ker me ena pozicija zanima, da ne pač pazim, zato ker bodo zihar moški protikandidati in bodo oni imeli prednost, zato ker je pač to humanistika in družboslovje in kot ženska v humanistiki in družboslovju ima manj priložnosti kot moški in jaz sem da tako, torej, a oni bodo imeli priložnost, ker so moški, ne zato, ker so boljši v raziskovanju, ja, to je bilo upozorilo, pač, ker so bodo zihar prijavili lepi moški. In sem bila tako čisto revoltirana, ker sem danes na to mislo prišla in sem lahko mislim, se opravičujem temu izrazu, ampak ker to je bilo prvič, da sem dobila tak komentar, samo iz vidika pazi, ker bojo zihar moški protikandidati. Torej, šlo se je samo za to, ne, boljši akademsko, uspešnejši, boljša ocena, ne, moški protikandidati večje možnosti imajo kot ti. In da ne se pač na to pripravim, da sem pač samo ženska. In sem tako, ker je glede na temo. Hvala lepa. Ja, zelo. Jaz se opravičujem, ker bom tudi moral zdaj predavanje oditi, ampak
Iz tega, kar sem poslušal, seveda pa to samo hipoteza, ne, bi rekel, da je presenetljivo, da se življenje v družini hitreje spreminja kot življenje na univerzi. To je nasprotno z vsemi spoznanji sociološkimi, da je družina najbolj trdo premakljiva, ne. Univerza je najbolj trdo premakljiva skupnost. Hvala. Ja, mogoče hiter komentar, mogoče pa je v teh akademskih krogih, kjer so partnerke tudi iz akademskih krogov, to morda možno hitreje premakniti kot v širši družbi. Ena optimistična misel, da ne bo samo kasneje. Jovana izgleda. V bistvu, če gledamo, kar se ni bistveno spremenilo, je problem nepotizma in klientelističnih odnosov znotraj akademskega okolja, posebej tam, ko gre za kriterije, ki so pomembni za napredovanje. Tako da se v bistvu lahko rečemo, ja, da je to mogoče največja težava in da stagniramo pri enakosti spolov, oziroma tukaj imamo neke pozitivne kazalnike. Imamo pa en veliki problem v zadnjih 15 letih, a to je neoliberalizacija in projektarijat. Birokratizacija, ki je povezana s tem. Se mi zdi, da je to mogoče nekaj, v kar bi se še poglobili, ker mi zdaj z eno torej birokratizacija se lahko zgodi tudi v neoliberalnih okoljih. Birokratizacijo smo zaznali tudi v času socializma. To je pač, obstaja ta neka tendenca vsakega sistema, da skozi čas proizvaja več birokratizacije. Mogoče bi tukaj dali v prihodnje malo bolj kreativno razmišljati in razvozlati stvari, ali ko rečemo birokratizacija, a s tem mislimo tudi ta projektarijat. Čisto, kar hočem reči, nimam pametnega odgovora, razen to, da vidim, da je to nova tema, ki je tako imenovani burning issue. Mogoče veliko več kot to, kar nam se vsiljuje strani Evropske komisije kot novi korak v razvoju politike enakosti spolov, to je, da se fokusiramo na bolj vključujoče načrte za enakost spolov, vključevanje več teh osebnih dimenzij, ampak v bistvu problem tišči na drugi strani tega sistema in prav to, da nam na primer Evropska komisija pravi, da je ena od ponujenih rešitev, je, da rabimo bolj strukturirane podatke o zaposlenih, ker bomo imeli, ne vem, njihovo in spolno identiteto in spolno usmerjenost in novo. To je v bistvu to samo pomeni še eno dodatno birokratizacijo za neko podporno službo, ki na primer mora pripraviti podatke za izdelavo novega načrta. Kar hočem reči, mislim, malo opažam, da tako sistem sam sebe hrani čisto v napačni smeri, mi pa opažamo probleme nekje drugje. Ja, Evropska komisija je institucija neoliberalnega sistema in pravzaprav ravno s temi identitetnimi, premikanjem pozornosti na identitetne politike prikriva sistemske vzroke problemov. Absolutno se strinjam. Kar hočem reči, v bistvu takšni podatki, ko ste jih vi ustvarjali, mi ustvarjali v te, so prav tisto, kar podpira, mislim, kar lahko uporabimo kot argument v teh debatah. Ja, bravo. Ja, izvolite. Nisem bila presenečena, da je med zasluženimi profesorji razmerje med ženskami in moškimi pač tako značilno, tako zelo vidno. Rekla bi, da tudi zato, ker seveda veliko manj žensk pride do redne profesure, in da dobi zaslužno profesuro, moraš pač biti redni profesor. Ker je teh manj, je tudi žensk potem manj posledično med zasluženimi profesoricami. Ker sama delujem v Evropski zvezi zaslužnih profesorjev, sem pa tudi opazila, da nasploh ima Slovenija do svojih zaslužnih profesorjev mažakovsko odnos. To se pravi, da v glavnem ne glede na spol, mislim, ne glede na spol,
ker so slabo organizirali. Univerze sploh nimajo evidenc o zaslužnih profesorjev, da smo naredili pač njihove maile, da bi pošiljali jim to vprašanje, to anketo, ne, večinoma niso imeli seznama. To se pravi, da zanemarjamo tudi pri tej dolgoživosti, ki se je izkazala v zadnji generaciji za 10 let, več živimo, ne, da zgubljamo ne samo potencial obeh spolov, ne, to še posebno recimo ženski spol, ne, da tukaj je nek nov element, ne, v tem raziskovanju. Se vam zahvaljujem za to zelo zanimivo okroglo mizo. Bi pa sem imel en komentar pri zaznavanju diskriminacije zaradi recimo telesne, duševne in senzorne oviranosti, me je presenetil zelo nizek odstotek. Tukaj se treba zavedati, da res neka večina, ki ni del te skupnosti, odloča tako diskriminirati. Niti noter ne pridejo. Tako, ja. In podobno je recimo pri diskriminaciji zaradi spolne usmerjenosti ali pa nacionalnosti, ker v bistvu spet neko večinsko profil ljudi ocenjuje, kako diskriminira neka manjšinska skupnost. Tukaj se mi zdi, da pri interpretaciji... Potreba na to, nismo mogli vse narediti. Ampak to je dobro, da ste vi upozorili, da ste opazili, ker to je res. Tisti, ki so noter, to čutijo, ampak drugi so pa ven, tistih, ne. Ker odgovor za teh zaradi telesne oviranosti bi bilo 100% diskriminacija. Ja. Imamo pa med 3 do 5, če sem prav razumel. V bistvu razmišljam naprej na liniji tega, kar je Boris rekel. V tem primeru bi diskriminacija zaradi telesne, duševne oviranosti. Tukaj je treba interpretirati v kontekstu tega, da je to samo mogoče za določene ljudi multipla diskriminacija, nekaj, kar se je pojavilo naprimer kasneje v njihovem življenju. Torej, absolutno, mislim, dajem samo idejo za interpretacijo. Nismo pa prišli do demografskih podatkov. V anketi, naprimer, vzorec, imamo zaenkrat samo razdeljeno moški, ženske. Ne, vse so bi predstavljali na začetku. A je zdaj pri analizi pa nismo, ne? Ne, nismo v bistvu nacionalnosti. To so prvi, res so prvi podatki, to se bo še vse napravljalo. Ja, izvolite. Ja, hvala za zelo zanimive rezultate. Jaz sem to članica komisije, sicer nisem konkretno sodelovala v tej delovni skupini, ampak se mi zdi, da bi bilo zelo zanimivo te podatke od mladih raziskovalcev tudi bolj podrobno obdelati, zato ker jaz mislim, da bomo videli iz tega je tudi ta sprememba v razmišljanju mladih, oziroma te, ki se zdaj odločajo za doktorski študij, ker po mojih izkušnjah zdaj mladine, ne da jih ne zanima, ampak se vse te ovire, ki so jih oni opazali pri nas, oziroma pri starejši populaciji, so oni zdaj ozavestili in se zaradi tega ne odločajo za doktorski študij. In to se mi zdi zelo problematično. Nekaj bi mogli, ne vem, se v bistvu je to zelo taka težka tematika, ampak mladina je to toliko povsegla zdaj že, da je pa problem, kadrovski problem postal. Ja, to je problem, če bojo ženske in drugi izključeni, recimo, kot smo rekli, interesno nacionalnosti in tako naprej, prišli v akademsko sfero zaradi tega, ker drugim ne bo več privlačno, to ni rešitev in to ni uveljavljanje enakosti. Torej, to smo že mi ugotavljali, tako da jaz se popolnoma strinjam z vami. Izvolite. Ja, no, jaz sem mlada raziskovalka in jaz mislim, da če pogledamo, kot mladi raziskovalci, da se odločamo za prijavo in tako naprej, če primerjamo, mi zdaj razmerja med spoloma to
mislim, zanimivo bi bilo videti tudi, koliko je bilo mladih raziskovalcev, koliko se opredelili za ženske kot moške, tega ni bilo. Ampak v primerjavi z gospodarstvom imamo mi veliko nižje plačo kot tisti v gospodarstvu in se mi zdi, da sploh v naravoslovju in tako je pač to eden izmed večjih faktorjev, zakaj se pač mladi ne prijavljajo na preizkuse za mlade raziskovalce, ker pač ta nova žalost. Ja, se strinjam, se močno strinjam in to v bistvu sem hotela že jaz tudi izpostaviti. V naravoslovju je to velik problem. V bistvu dobiti mlado raziskovalko, raziskovalca v naravoslovju je tako skoraj misija nemogoče zadnja leta. No? Prej, ko smo pokazali, so se prijavljali zato, ker je bila kriza v gospodarstvu, zdaj pa v gospodarstvu dejansko vabijo. Mislim, oni imajo prav te scouting delajo, ne grejo že prej v bistvu na fakultete in vabijo, sploh farmacija. Oni rabijo po 3000 diplomantov in magistrantov letno. To je ogromna številka, sej niti jih ne dobimo tukaj iz farmacije, kemije in biotehnologije. Ne? In potem, ko ponudijo plačo, seveda pa vemo, kako se odločimo na koncu konca. Moraš biti kar entuzijast, da boš vzel res nižjo plačo v primerjavi s tisto, pa veš, da boš lahko napredoval. Tako da mislim, da je tukaj velik problem. To je v bistvu skupaj posega, ne? Ker veliko primerov je takih, ki so nekaj časa v znanosti, pa se potem odločijo, da gredo ven zaradi takih problemov. Tudi to. Hvala lepa za predstavitev. Zdaj tukaj imate bogatstvo nekih podatkov. Zanima me, kaj ste pred 15 oziroma 10 leti naredili takrat s temi podatki in kaj načrtujete tokrat. So pred 10-15 leti ti podatki odprli kakšna vrata, se je kakšna nova politika na osnovi tega oblikovala, kaj načrtujete s temi podatki letos. In nekako mi ne gre iz glave ta podatek o povečanju gender pay gapa, ki se kaže ne samo na akademskem nivoju, ampak tudi drugod. Slovenija je bila svoj čas v vrhu po tem, da smo imeli majhen ta gap. Ne vem, če so funkcije, plačljive funkcije res, če lahko pojasnijo skoraj 20% razliko med plačami. Zanima, ali ste tokrat tudi to preverjali ali ne, se mi zdi, da bi bilo potrebno bolj natančno to pogled, zato ker v osnovi so plače sistemsko urejene. Skratka, razlike bi verjetno lahko bile v smislu tega, kako hitro kdo napreduje, v smislu dodatka na leta, v smislu mogoče položajnih dodatkov, ampak teh položajnih dodatkov zelo veliko ljudi ne dobiva. Skratka, kateri so sistemski razlogi, da dejansko se ta gender pay gap povečuje tudi očitno v akademskem prostoru? Mirjana, samo v mikrofon. Ja, najprej za leto 2012 bilo prvo vprašanje. Mi smo imeli vsako leto naredili velik posvet na eni izmed slovenskih univerz. In mislim, da so bili ti posveti zelo dobro obiskani in da smo marsikoga, tudi vodstva, recimo, znali malo vzburkati in tako da, recimo, imeli smo 4 velike znanstvene posvete, v Mariboru, Ljubljani, Kopru in Novi Gorici. Naredili smo te knjige, bili smo v medijih, ne, in to je tisto, kar lahko naredimo, ne, torej, zdi se mi, da se je po tistem času, jaz spremljam skozi ta proces in se mi zdi, da se je marsikaj vendarle spremenilo, ne, da so, tako kot, ne, da so neke institucije za uravnoteženje spolov, skratka, da so neki predpisi, uredbe in tako naprej, skratka, da je ta tema postala, ne, vidna, ker do takrat ni bila vidna, ne. Jaz sem oseba, ki je vstopila v akademsko sfero in sem bila deležna hudih diskriminacij, odkritih, ne. Potem sem nekako spoznavala, kako so te odkrite prišle v prikrite oblike in ni bilo nobenih diskusij o tem, nobenih razprav, do tega, da se mi zdi, da vendarle po tem času
je se marsikaj tudi na tej sistemski ravni začelo spreminjati. No, zato so me pravzaprav, bi rekla, ti podatki tudi do neke mere presenetili. Bomo jih še natančneje analizirali in bomo še kaj ugotovili ven, ampak recimo zdi se mi, da je postala akademska sfera neprijazna do vseh. Ne? Ravno s temi, kot je Branislava rekla, administrativnimi ovirami, preprekami, skratka, ker je postala neprijazna, ker je postala, ker so pogoji na nek način tako zaostreni, tudi za napredovanje in tako včasih nesmiselni. Ne? Mi vemo, mi oba veva v družboslovju in tako naprej, ne? Recimo, ki so ti pogoji za napredovanje na nek način prirejeni tem tehničnim naravoslovnim kriterijem in uspevajo tisti, ki se znajdejo, ne tisti, ki imajo večjo strast do raziskovanja, ki imajo večjo refleksivno moč, ki so in tako naprej. Skratka, to je problem, ne? Tako da je odbijajoč in to se mi zdi, se je pa v zadnjih letih, v teh 10 letih okrepilo. Če prej ni bilo nobenih prepoznavanj teh diskriminacijskih praks, so se začele na formalnem nivoju odpravljati, so se pojavljale pa druge ovire, ki so značilne za akademsko sfero nasploh. Recimo, kot smo rekli, administrativne stroški vedno bolj se prenašajo na raziskovalce, ne? In tako naprej, tako da in postala je res taka, kot je postala družba tudi, neprijazna, jaz vidim veliko tega tekmovalnosti, prestiža, neprijaznosti, nesodelovanja, nesolidarnosti, ne, da, vsi drugi so mi tekmeci. To se mi zdi pa danes glavno, torej neka vrste klima akademska je postala, in če je akademska klima tako neprijazna, potem je res vprašanje, da si vprašaš, ker namreč mi smo tudi takrat, mi smo tudi šli v akademsko sfero na nižje dohodke, pol nižje, kot bi kje druge lahko dobili. Ampak nas je vodila ta na nek način želja po znanstvenem delu, raziskovanju, strast. Ne? Danes je pa ta strast se ubija, če je ta akademska klima neprijazna, tekmovalna, sovražna, pristranska in hočem reči birokratska, no? Saj družboslovje in humanistiki to zaznavamo, ne? Ker recimo teorija nič ne velja skoraj, refleksija nič ne veljajo samo nekako, ne? In tako naprej, da ne toliko z moje strani. Hvala. Mogoče samo dodam to, da to, kar si na koncu rekla, Mirjana, o klimi, mislim, da je klimo pa najtežje spreminjati. Ti zelo hitro spremeniš v klimo, ki je taka, kot si opisala, in vse večji pritiske doživljajo, predvsem mladi kolegi in kolegice raziskovalke in raziskovalci in tudi pedagoški kader. To tekmovalnost, to zbiranje točk, ta način dela, ki te sili kar naprej v to, da moraš prijavljati projekte, so naši mladi kolegi in kolegice zelo obremenjeni predvsem s tem, administrativno pa mislim, da vsi. Od prijavljanja projektov pa do tega, da včasih so naši profesori tajnicam dajali, da so opisovali vse te, pa opisali, da bi vedemo mi na univerzimo, da to vse počasno. To se ga obremenjuje. Tako da to klimo bo zelo težko, počasno. Žal se mi zdi, da bo tako počasno. To je značilno za svetovno znanost. Za vse, nisem nobene izjema. Kar pa se tiče teh razlik v plačah, mi smo vsakič znova presenečeni, ko nam statistika pokaže, da imamo take razlike v plačah. In se mi zdi, da bi bilo res treba delati na neki metodologiji, ki bi nam uspela pokazati, zakaj so take razlike. Mi smo delali na čas enakosti na naših fakulteti, poskušali to ugotoviti, pa nismo mogli, zato ker so pač ti podatki zaščiteni, in tudi, ker se ne vemo, razen da naštejemo to, kar si ti našteva, jaz bi dodala samo še eno stvar. Mislim, da na mnogih institucijah znajo narediti tako, da so projekti, raziskovalni projekti ali pa tržni projekti posebej financirani in posebej plačani in da morda tudi iz tega izvirajo te razlike, poleg vseh teh, ki si jih ti omenili. Izvolite. Naša prezentacija. Ne samo vprašajte mikrofon. Ja.
težava z razlikami pri plačah, da morda to izhaja tudi iz tega, da so različni deleži zaposlitve. Kakšen je ta ključ, ne, po kateri logiki ena raziskovalna institucija ali pa univerza ali pa fakulteta zaposli eno osebo za 100% in drugo osebo za 120% ali pa za 110 ali pa za 75 ali pa to, kar smo prej govorili, ne, po pomembnosti pogodbe za nedoločen čas. Jaz poznam konkretno primer osebe, ki je zaposlena za nedoločen čas 20%. Ali lahko rečemo, da imamo zaposlitev za nedoločen čas? Ja, na nek način imamo, ampak dejansko ni. Ne. Tako da tukaj res ne vem, kakšne so te razlike med institucijami, ampak morda bi bilo dobro, kdaj. Da, dobremenitev in ugotovilo, to je sigurno tisto, kar je mogoče tudi tista, ki naredi razliko. Sistem nagrajevanja mogoče tudi, ne? Ker to se verjetno tudi razlikuje od inštitucije do inštitucije. Še kakšno vprašanje, komentar? Če ne, imate večje kakšno? Ne. Hvala lepa. Jaz se zahvaljujem se vsem kolegicam za sodelovanje v tej organizaciji, za predstavljanje preliminarne podatke. Še enkrat podali, to so preliminarne podatki, samo nekaj smo jih izbrali, v nadaljevanju bomo seveda analizirali vse in upam, da bi tudi še nekaj več respondent in kasneje bomo videli, kaj bo pravzaprav ta naša razstava pokazala in ali bomo kaj uspeli premakniti na bolje ali ne bo pa še pokazal čas. Hvala lepa, hvala tudi publiki, da ste prišli na ta dogodek. Zunaj pa prosim, da se še nekaj časa zadržite v neformalnem klepetu, se lahko še kakšne dobre ideje porodite. Hvala lepa.